Ves čas svojega življenja si bila na divjem lovu za slavo in bogastvom. Začela si s tekmovanjem v lepotnih izborih, mislim, da smo to pokazali, ko si bila stara približno 12 let. Prav? Morda v 6. razredu. In nikoli nisi prenehala hrepeneti po pozornosti. Vsaka oseba, s katero si hodila, je bila na nek način slavna in v Charlieju si videla svojo vstopnico do še večje slave. In ko ljudje sprašujejo, ali naj Erika toži Candace? Da. Če najhujše dejanje, javne obrekovanje v zgodovini ZDA ni obrekovanje, potem to ne obstaja. Pozabite na celoten koncept zakonov o obrekovanju. Če želiš uničiti pojav Candace Owens, moraš začeti razmišljati drugače, ker ne boš mogla uničiti nekoga na spletu, ki nima moralne hrbtenice in zelo dobro ve, kako pritegniti občinstvo. Je neverjetno karizmatična in sposobna, vendar se je izkazala za neverjetno nevarno. Torej, kakšne so možne rešitve? No, Jeremy Boring je imel zelo globok in zanimiv pogled v to in mislim, da bi si morali vsi to ogledati, ker je bil Jeremy, za tiste, ki ne vedo, dolgo časa delodajalec Candace. On je pomemben del tega, kar je Candace naredilo takšno, kot je danes. In zdaj ima načrt, kako moramo malo spremeniti pravila igre, da ona neha zmagovati. Poglejmo, kaj ima zapovedati. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Jaz sem vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. Zelo smo veseli, da ste tukaj. Najhujše obrekovanje v ameriški zgodovini. Lažna obtožba. Satan je obtoževalec. Lažna obtožba. Očitno lažne obtožbe proti žalujoči vdovi. Skoraj se zdi, kot da je to bodisi demonsko ali pa izraz demonsko. Lahko ga preprosto postavimo na stran. Mislim, in ko rečem ene najbolj ogabnih stvari sploh, mislim, poslušajte, o čem je bila zadnja Candacina tirada. Ves svoje življenje si divje zasledovala slavo in bogastvo. Začela si z lepotnimi tekmovanji. Mislim, da smo pokazali, ko si bila stara približno 12 let. Prav? Morda 6. razred in nikoli nisi prenehala hrepeneti po pozornosti. Vsaka oseba, s katero si hodila, je bila do neke mere slavna. Charlieja pa si videla kot svojo vstopnico do še večje slave. In potem si jo končno dobila, vsaj po tvojem mnenju. Mislim, kot pravi ena punca Brita, nobene juhe za gnole. Sveta mati ljubosumje ji kar teče iz spor in vsi ga vidijo, razen njenih zaslepljenih privržencev. Mislim, ja, to je zgodba o Candace. Candace je vedno želela biti neverjetno slavna. Mislim, to je tisto, kar... To sta povedala oba njena prejšnja zaposlena. Ali to pomeni, da si Candace Owens želi biti, na primer, najbolj slavna oseba na svetu? Vedno je govorila, da želi biti najbolj slavna oseba. Na svetu. To jo motivira. Candace se ne ukvarja z vprašanji, kaj je res in kaj ni res, na enak način, kot se njeno občinstvo ukvarja z vprašanji, kaj je res in kaj ni res. Candace verjame v to, kar reče, ko to izreče. Lahko si nasprotuješ že minuto kasneje v pogovoru, saj zdaj verjame v to. To je izhodišče. Mislim, da ima popolnoma prav. Ne moreš premagati nekoga, ki nima nobenih moralnih načel in je njihov edini cilj, da postanejo čim bolj slavni in kontroverzni, kaj ne? In kot sem rekla na začetku, ima Jeremy Boring res zelo pametno idejo, kako se s tem spopasti. Ampak še enkrat, rada bi vse spomnila, kako globoko zlobna je Candace, ker ne vem, če so vsi to že razumeli. Spomnite se, govori o ženi nekoga, ki je bil javno umorjen, ki je bil politično izjemno pomemben, ki je bil nekoč prijatelj s Candace, pa to zdaj ni več. In Candace se je vedno pretvarjala, da je tam zato, da brani Charlieja in poskrbi za to, ampak v resnici je šla na križarski pohod, da uniči Eriko. Ampak če zelo, zelo pozorno poslušate, kaj govori Candace, je to pravzaprav kar impresivno, ker v bistvu opisuje samo sebe. Vse življenje si divje lovila slavo in bogastvo. Začela si hoditi na lepotna tekmovanja, mislim, da smo jih pokazali, ko si bila stara približno 12 let. Prav? Morda 6. razred. In nikoli nisi prenehala hrepeneti po pozornosti. Vsaka oseba, s katero si hodila, je bila na nek način slavna. Charlieja pa si videla kot svojo vstopnico do še večje slave. Mimogrede, to je dobesedno Candace, kaj ne? Charlieja je videla kot svojo vstopnico do večje slave. Bila je noro zaljubljena vanj. Ne moram več poslušati Candacinega glasu. Ne, da bi me res razjezilo, preprosto ne prenesem njenega glasu. Samo jezi me. In potem si končno doživela ta trenutek, ko si stopila ven v belem hlačnem kostimu z iskrami za sabo in si vse to upila vase. To je bilo to. To je bil tisti trenutek. Ozremo se na tiste fotografije ljudi na spominski slovesnosti. Še nikoli nisem videla takega veselja in sreče. Prkala si s kozarci, potem ste šli v restauracijo, praznovali ste. Končno, Erika, končno zate.
Po desetletjih truda si končno prišla v središče pozornosti in vsi so te imeli radi. Promocijsko blago, majice, pridružila si se tistemu Zoom klicu. Prodaja je bila nora, 50.000 majic prodanih in denar je bil vrnjen v LLC, ki ga jaz in ljudje iz oddaje Charlie Kirk imamo za Charlija. Za Charlija. In potem se je vse sesulo, ker je morda imel Charlie pravega prijatelja. To je tisto, kar me moti. Jaz sem upornica. Jaz sem tista ena stvar. Imel je pravo prijateljico, ki ni bila zadovoljna samo s tem, da proda majico in gre naprej. Nato pa proda neko federalno propagandno brozgo in gre naprej. Mislim, tega zdaj v tem delu ne opaziš, ampak potem bo naredila reklamo za to, ker je posnela milijone in milijone teh epizod. Ampak ne bo govorila o tem, da je ona tista, ki je zaslužila milijone. Ne. Težava tukaj je, da je Erika morda zaslužila nekaj denarja s tem, da je prodala majice. In za vsakogar, ki je dovolj neumen, da nasede temu argumentu, naj vas spomnim, katere majice prodaja Turning Point USA. To so majice, ki obeležujejo Charlievo življenje in ideje. To niso oglasi, ki jih prodaja ta ženska. Ni tako, da bi vi lahko šli in naredili to stvar ali kupili to stvar. Ne, prodali so poslanstvo Charlija in pri tem so bili uspešni. In ona je to praznovala, to je dovoljeno. Ni šlo za denar. Mislim, da za Eriko nikoli ni šlo za denar. Šlo je za poslanstvo in njegov uspeh, ter za to, kako vznemirljivo je to. Da ljudje niso bili le pripravljeni podpreti Turning Point USA, ampak so njihovo blago nosili tudi v javnosti. To je največja možna izjava, da stojimo za tem poslanstvom. Ampak seveda Candace o tem ne govori. Ker je bila cena prava. Zaradi tega si jezna, Erika. Denar in slava. V tem članku ni vsebine, ker tudi v tebi ni vsebine. In to je moje mnenje. Ni poziv, da bi bila prizadeta, ampak dokazujem, da imaš značajsko napako, ki se je niti ne zavedaš. Takoj potem se vrnemo. Si videla to? Takoj po glasih se vrnemo. Ogabno. Je res tako preziranja vredna oseba. Pravzaprav me res razjezi. Ampak poglejmo, kaj ima zapovedati Jeremy Boring, ker je tukaj, da govori o tem, kako rešiti ta problem s Candice. To je treba rešiti. V ameriški zgodovini. Pojdimo. Lažna obtožba. Satan je obtoževalec. Lažne obtožbe. Očitno lažne obtožbe proti žalujoči vdovi. Skoraj se zdi, kot da je to bodisi demonsko, ali pa lahko izraz demonsko preprosto postavimo na stran. Enako velja za obrekovanje. Ljudje pravijo, ali naj Erika Kirk toži Candace Owens? Da, 100%. Candace Owens na javnih družbenih omrežjih. Candace določa vse pogoje za zmago. Tam je ne moreš premagati. Narcisa ni mogoče premagati v javni razpravi, ker narcisa določa pogoje javne razprave. Če želiš premagati Candace, se moraš z njo boriti na poštenem bojišču, kjer obstajajo pravila, ki jih ne more spremeniti. Objektivna pravila. Objektivna pravila. To je sodišče. In ko ljudje sprašujejo, ali naj Erika toži Candace, če najhujše dejanje javne obrekovanja v zgodovini ZDA ni obrekovanje, potem obrekovanje sploh ne obstaja. Pozabite na celotno idejo zakona o obrekovanju. Obrekovanja ni. Torej, če to ni obrekovanje, potem obrekovanje sploh ne obstaja. Če to ni demonsko, potem demonsko sploh ne obstaja. Pred 2 tednoma se je zdelo, kot da je veliko ljudem padla koprena z oči. In potem smo v zadnjem tednu videli, kako so se pojavili novi glasovi, ki so se vključili v to dogajanje in okrepili ne vem, kako naj to imenujem, nihilistične zarotniške neumnosti. Mislim, da je res. Bil je občutek, da se stvari spreminjajo. In iskreno se sprašujem, zakaj še vedno govorimo o njej, zakaj še vedno snemamo video o njej. Mislim, da je pomembno, da ljudje prepoznajo, da čeprav smo mi lahko videli, da je ona zmešana in nora, drugi ljudje še vedno nasedajo temu. Še vedno nasedajo lažem. In to je pomembno. Pomembno je, ker je Erikino življenje zaradi tega uničeno. In ker, ko gremo naprej in nas je vedno več, ki novice in informacije prejemamo od ljudi na spletu, naša absolutna dolžnost je, da zagotovimo, da glasovi v javnosti niso tam le zato, da povzročajo kaos, zlobo in pomanjkanje moralne jasnosti, ampak da delajo dobro in ta dolžnost je ogromna. Imamo dolžnost, da ljudi naučimo prepoznati, kaj je prav in kaj je narobe. Resnico od laži, manipulacijo od pristnosti. In dokler ne pridemo do točke, ko bodo ljudje to lahko zelo, zelo jasno videli, bomo morali o tem še naprej govoriti.
Ne zato, ker bi nas zanimalo, da bi Candace dali več pozornosti, kot si jo zasluži, ampak zato, ker je to zdaj fenomen Candace. Pojav, ko ima nekdo na spletu toliko karizme, da lahko laže in manipulira, kakor želi, ter se izogne posledicam brez odgovornosti, se mora spremeniti v pojav, kjer ti ljudje za svoja dejanja odgovarjajo. In zato je tožba zaradi obrekovanja proti njej tako neverjetno pomembna. In tudi eden redkih načinov, kako jo lahko dejansko premagaš. Vsi verjamemo, ali pa vsaj mnogi med nami verjamemo, da je velik del razloga, zakaj se je Candace odločila napasti Eriko, v tem, da poskuša preusmeriti pozornost vseh stran od tega, kar je storila Brigitte Macron, ženi francoskega predsednika. To počne, ker se na več načinov boji tožb in ker jo zanima, da bi postala najbolj slavna oseba na svetu. In to je zelo, zelo nevarna kombinacija. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.